Spoštovani vsi izbrani, dober dan. V veliko veselje mi je, da vas lahko danes prijazno pozdravim tukaj v Škednju na odprtju obnovljenega cestnega odseka Golob-Grajželj. Za takšen prijeten, domač, glasbeni uvod sta že poskrbela Domen in Matej, ki se bosta danes z vami družila še tudi malo bolj pozno v večer in sta nas svojo glasbo torej popeljala v današnji za te kraje še kako pomemben dogodek. Torej, vsi prav lepo dobrodošli, najprej pa mi dovolite, da ob tej priložnosti v naši sredini toplo pozdravim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca, predsednika krajevne skupnosti Špitalič, gospoda Janka Marinška, poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Bojana Podkrajška, poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Zmaga Jelinčiča, gospoda župnika iz Žič, gospoda Marjana Veternika. Z nami je tudi predstavnik gradbenega nadzora, gospod Štefan Gorinšek. Pozdravljamo pa tudi predstavnike izvajalcev del iz podjetja Asfalti Ptuj, potem pa tudi predstavnike občinskega sveta, krajevnih skupnosti, še posebej topel pozdrav pa seveda namenjamo vsem krajankam in krajanom, ki ste svojo prisotnostjo počastili današnji slavnostni trenutek. Prisrčno dobrodošli. Prav je, da spregovorimo nekaj besed o tej investiciji, ki jo danes slavnostno predajamo svojemu namenu, ampak tisto pravo praktično vrednost te pridobitve pa seveda občutite krajanke in krajani sami na svojih vsakodnevnih poteh, ko hodite po vsakodnevnih opravkih, kakor tudi obiskovalke in obiskovalci, ki v te kraje prihajajo od drugod. Z modernizacijo javne poti Tolsti vrh, odsek Golob-Grajželj, je krajevna skupnost Špitalič pričela v lanskem oktobru in jo mesec kasneje tudi zaključila.
Vrednost investicije je znašala slabih 73 tisoč evrov in je bila v celoti pokrita iz sredstev Krajevne skupnosti Špitalič. Dolžina modernizirane ceste je 640 metrov, dela pa so vključevala zamenjavo spodnjega ustroja ter razširitev z ukrepi za odvodnjavanje ceste. Pa naj bo toliko dovolj za uvod, sedaj pa mi dovolite, da k besedi povabim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca. Spoštovani, spoštovana poslanca, gospod predsednik, veliko čast in zadovoljstvo mi je, da sem lahko danes tukaj in da skupaj z vami nekako predajam v uporabo to cesto. Pred dobrim mesecem mi smo se z vašim predsednikom vozila po tej vaši lepi krajevni skupnosti in videla smo še kar nekaj stvari, ki jih bo treba urediti. Torej, vloga oziroma naloga lokalne skupnosti je seveda, da poskrbi za vse občane, ne glede na to, ki stanujejo. In jaz verjamem, da bomo to tudi dosegli. Glejte, Konjica bi morali narediti marsikaj še in marsikaj še nas čaka. Veliko izzivov je pred nami in to bomo lahko naredili samo, če bomo skupni, če bomo enotni in če bomo znali dejansko določiti tisto, kar je za ljudi pomembno. Danes smo je klicala na gospa, pogovarjali smo se za vodovo to vse vrh in to moramo narediti. Torej, to je eno od prioritet in tako je treba tudi delovati. Torej, zahvala vsem, seveda, predvsem krajevni skupnosti in pa vsem, ki so to nasvetovali, gradili, da so cesto v takšnem dobri obliki tudi naredili. Jaz upam, da bo dobro služila in vse enkrat hvala lepa in lep dan še naprej. Sedaj pa za besede dobrodošlice v njegovi krajevni skupnosti naprošam predsednika, gospoda Janka Marinčka. Dobar dan in pa lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj gospodična Tjaša vse pozdravlja, tako da jaz bom to zdaj spustil ven, pa bom samo pač povedal nekaj o tej cesti, za dolžino že vemo, za denar vemo, kako je. Glejte, cesta, povezovalna cesta, to je Škeden, Tolsti vrh, je zelo pomembna, prevozna. In mene je gospod Ribič, ne vem koliko krat prišel prositi, bomo delali to cesto, kdaj bomo delali, pa vedno sem mu rekel, glej Jože, oprosti, nismo še zreli, delali smo velico in rekel, razumem, bomo počakali še eno leto in tako nekako smo lanskem pozno veseli zaštartali z deli. Poglejte, lepo smo naredili, cesta je takšna, kot je v Špitaliču, še nimamo tako bogato in pa dobro kvalitetno narejena. Res je, da je še manjka 400 metrov do vrha, ampak to bo pač moralo malo počakati, ker prioritete so še druge v Špitaliču, ki so mogoče bolj potrebne. Zdaj bi se pa jaz samo rad zahvalil nekaterim ljudem, jaz sem si jih zapisal, da ne bi koga pozabil, ker bi mi bilo žal. Tako da predvsem bi se zahvalil občini Slovenske Konjice, bivšemu in sedanjemu županu, kaj vsi vemo, da če ni denarja, se brez veze pogovarjati, dokler nimamo nekega zagotovila denarnega, pač nismo mogli to izvesti. Tako da zdaj je to. Potem bi se zahvalil rad svetu krajevne skupnosti Špitalič, bivšemu in sedanjemu. Seveda sprejet je bil v bivši svet, ko je še bil gospod poslanec svetnik in pa gospod Zorko. Tako da, gledajte, takrat, ko sem imel en sestanek, ko smo rekli, zdaj pa gremo v to cesto, kdo je proti? Gledajte, nihče ni bil proti, vsi so bili za to, da se pač ta cesta gre v izgradnjo in pa da nekako olajšamo ljudem, ki so v hribovitem kraju. Poglejte, v nedeljo je bilo deževje, če bi bilo tole nedeljo, če tole ne bi bilo nedeljo asfalta, bi bil ta pesek nekje v dolini oziroma po travniku. Tako da svetu krajevne skupnosti še enkrat lepo zahvalim. Potem bi se zahvalil gradnji Asfalti Ptuj, ker so pač bili takrat najugodnejši, so tudi dobili delo, pa moram reči, da sem z njihovim delom zelo zadovoljen, ker sem bil skoraj reči od prve in do zadnje ure zraven, tako da poznam to delo in vem, da je bilo kvalitetno in pa dobro narejeno. Moram se zahvaliti tudi podjetju oziroma Skale SP, to je na Ivek, tole dol, ko je
Lansko leto sem ga prosil, ker pač lani nisi mogel dobiti izvajalca na koncu leta, pa da je bilo ne vem kaj, pa sem ga parkrat prosil, Ivo, dajma še tole stisnati, zdaj denar je zagotovljen, vse imamo, samo nimamo pa izvajalca, tako da mi je pol Ivek to prišel, mislim, nam vsem skupaj to ustregel in tako smo začeli z deli na tej cesti. Ravno tule, ko zdaj šotor, smo zapečila prvo lopato oziroma z bagrom prvo šaflo in tako se je začelo. Potem, Ivek, hvala ti, to je bilo zelo vredno naredilo in pa kvalitetno, zelo smo ponosni na tebe. Potem zahvala Branku Soviču, kateremu smo ne vem kolikokrat bil pri njemu, ko smo pregledovala in pa tuhtala kako in kaj, tako da tudi to je bilo potem na koncu vredo šlo skozi. Potem je tu še naš nadzorni Štefan Gorinšek, gospod Seda. Ko je tule prišel na tem mestu, pa je rekel, tule pa treba celo dolino ven skupati, pa na novo. Takrat sem ga jaz malo čudno pogledal, vse ne vem, me sploh opazil ali me ni, ampak Štefan je imel si prav, stroka je stroka, hvala ti. Na koncu bi pa še danes rekel, se zahvalil lepo gostitelju te naše prireditve, zdaj kdorkoli že bo, to nas ne briga, miza vidim, da so, zdaj za lepšega menda niso, tako da verjetno še bo kaj gor danes. Potem pa, moja želja pa je, da bi ta cesta dolgo služila še naslednjim rodovom, da bi jo izrabili z gumami, traktorskimi oziroma avtomobilskimi, da jo ne bi nikdar odnesla kakšna ujma, plast ali podobno. Zato pa imamo danes tu človeka, ki bo to zrihtal, ko ima veze še malo više, to je gospod naš župnik Marjan Veternik, ki bo to po konci te uradne pač po to požegnal tako treba. Na zadnje bi pa izkoristil to priliko, pa bi tele gospe Ljudmili, ko je tule vidim, kako lepo je urejena, pa bi čestital, ker je 2 dni nazaj praznovala svoj rojstni dan. Seveda za dame se ne govori, koliko je stara, ampak gospa je stara 87 let, poglejte jo. Gospa Milka, jaz vam v mojem imenu in pa v imenu krajevne skupnosti Špitaleč čestitam in vam želim vse dobro, zdravja in pa tako naprej. Glejte, nekega darila vam danes nismo nosili, boste pa za darilo imeli to čas, da ste prerezali trak in cesto otvorili in tako jo spravili v nadaljne. In to... Ja, in za konec vam želim vse dobro, naj se vam nikamor danes ne mudi preveč, kajti vse pravim, za vse, za jedačo, za pijačo je poskrbljeno, tako da imejmo se še naprej in želim vam lep dan. Hvala lepa. Hvala lepa, no in sedaj k besedi vabim še poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije in tudi domačina iz teh krajev, gospoda Bojana Podkrajška. Hvala, Tjaša, za besedo. Seveda en prisrčen pozdrav domačinom, predvsem družini Ribič, tako spodnjim kot zgornjim, pa tisti tonček, ko je vmes, pa vsem tistim lep pozdrav, ki se vozijo do teh lepih domačij. Zelo sem vesel, da lahko pozdravim mojega poslanskega kolega tukaj, mislim, da prvič v tej dolini, gospoda Zmagota, seveda župana naše občine. Mislim, da je bilo večinoma že povedano. Bi pa se mogoče dotaknil 2 stvari. Ko sem 12 let vodil to krajevno skupnost, smo zgradili, seveda tudi zdajšnji predsednik je bil vse skozi v svetu krajevne skupnosti, ko smo gradili kar nekaj cest do domačij, je družina Ribič bila vedno vesela in ponosna za vsako pridobitev kraj. Seveda s tem je družina Ribič, tako zgornji kot spodnji, potrpežljivo
čakali vedno, vsako leto, kdaj bo njihova cesta na vrsti. To mi je ostalo vedno v spominu in mi bo. In jaz mislim, da ko je prišlo to leto, da se tudi do njihove domačije uredi cesta, pa bom to zdaj iskreno povedal, da sem bil na velikih otvoritvah, na velikih pridobitvah, da redko najdeš pa družino, ki je tako ponosna na pridobitev, ki se je zgodila v lanskem letu, pa seveda pridobitev, ki je letos odpira. To so dve stvari, ki jih moram izpostaviti. Jaz želim vsem, da bi se vrsto let zdravi vozili po tej cesti, da bi ne bilo nobene nesreče. Seveda želim si in sam si bom prizadeval, ne bo se to jutri zgodilo, da bomo to cesto nekoč povezali do Tolstega vrha, ampak Tolsti vrh bo prav gotovo, kot je že prej naš župan omenil, v naslednjem letu dobil, seveda začetkom letošnjega leta, pa v naslednjem letu vodovod. Jaz mislim, da je Tolsti vrh čisto blizu in da smo danes res resnično veseli te pridobitve, pa tudi pridobitve, ko bo del zaselka v Tolstem vrhu v naslednjem letu dobil že tako pričakovani vodovod. Iskrene čestitke tebi, predsednik, hvala župan za posluh podeželju, tebi poslanec, da si vzel čas, hvala današnjemu gostitelju, družini Ribič, gospodu župniku, vse lepo Špitalič, vse lepo Slovenske Konjice. Hvala lepa vsem trem govornikom. No, preden pa cesto tudi tako uradno predamo njenemu namenu, pa sedaj prosim žiškega župnika, gospoda Marjana Vetrnika, da opravi blagoslov tega obnovljenega cestnega odseka. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Gospoda, našega Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi. Sestre in bratje, danes se več ne moremo predstavljati življenja brez prometnih sredstev, brez cest. Dan za dnem jih uporabljamo, saj z njihov pomočjo prihajamo v službo, obiskujemo sorodnike in prijatelje, spoznavamo druge kraje, občudujemo naravo in rešujemo življenje. Gotovo je prav, da te ceste blagoslavljamo, da se z blagoslovom Bogu zanje zahvaljujemo in ga obenem prosimo, naj nas varuje. Blagoslovljena cesta naj bo znamenje, da nas Bog spremlja na vsakem koraku in da smemo vedno računati z njegovo pomočjo. Molimo, nebeški Oče, tvoj sin je postal človek, da bi nam pokazal pot k tebi. Zaradi našega zveličanja je hodil po cestah tega sveta in oznanjal tvojo besedo. Prosimo te, blagoslovi to cesto in vsem, ki bodo po njej hodili in se vozili. Naj povezuje ljudi med seboj in s teboj. Obvaruj nas vseh nezgod na cesti, pa tudi vseh nesreč v življenju, da bi se vedno zdravi vračali domov k svojim dragim. Daj tudi voznikom pravo razumnost, da bodo odgovorno vozili, da ne bodo drugih in sebe izpostavljali nevarnosti cestnega prometa. Daj, da ne bomo nikoli pozabili, da so vse in vsa pota, po kateri hodimo, podoba našega romanja k tebi. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Tako, spoštovane in spoštovani, cesta je blagoslovljena in napočil je čas, da tudi uradno prerežemo trak in jo predamo njenemu namenu. Tako da sedaj k prerezu traku vabim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca, pa gospoda Janka Marinčka, predsednika Krajevne skupnosti Špitalič, gospoda Bojana Podkrajška, poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, ter našo častno rezavko traku danes, gospo Ljudmilo Ribič, gospo z najdaljšim stažem v teh krajih, kot smo slišali prej. Izvolite vsi skupaj. Zgodovino se zazre, mnogo lepega
zagleda, radoslavno da srce. Tisoč let že tu živimo, sredi gričev in gora, po dolini tiho reka, nam pravidja vdal šumlja. Ko legenda zaživi, ko se ustavi čas. Tako dajmo en velik aplavz. Vsak ima svoj trak, svoj košček traku v rokah in s tem je cesta tudi uradno odprta in smo jo predali njenemu namenu, seveda v uporabo vsem vam, spoštovane krajanke in krajani. Naj vam ta obnovljeni odsek dobro služi, kot smo slišali, naj vas povezuje in naj ljudje od blizu in daleč radi prihajajo in seveda udobno prihajajo v te vaše kraje.